11. aprila se je na delovnem srečanju s člani predsedstva Gospodarske zbornice Slovenije in upravnega odbora Združenja Menedžer sestal predsednik vlade Janez Janša s sodelavci. Iz vrha slovenskega gospodarstva so nas seznanili tudi z napori, ki so jih oni vložili v zadnjih 3 kriznih letih, zato da so preživeli, da se lahko normalno razvijajo in da cena, ki jo je že doslej Slovenija plačala za krizo, je bila še večja, kot bi sicer lahko bila. O aktualnih gospodarskih razmerah ter predlaganih oziroma pričakovanih ukrepih na področju trga dela je na 5. seji upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije spregovoril minister za delo, družino in socialne zadeve magister Andrej Vizjak. Tu imamo niz rešitev, ki jih seveda najprej želimo dogovoriti z socialnimi partnerji, na to pa šele predstaviti javnosti. Gostje seje so bili še Samo Fakin, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Marjan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Lučka Žižek, generalna direktorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Vloga Gospodarske zbornice in vseh ostalih reprezentativnih zbornic v naši državi je predvsem v tem, da skupaj pogledamo in zberemo potrebe, da pogledajo, kaj delodajalci na trgu dela iščejo oziroma kaj v svojih podjetjih potrebujejo. Člani upravnega odbora so podprli vladne ukrepe za uravnoteženje javnih financ in izrazili nasprotovanje stavki javnega sektorja. Varčevanje sploh ni nekaj, kar bi lahko izbirali, ampak je edina alternativa. Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije je vlado Republike Slovenije tudi pozval k takojšnjim aktivnostim za hiter ponovni zagon gospodarstva. Ob Mednarodnem dnevu knjig za otroke je v Semiču strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije pri GZS podelilo priznanje izvirni slovenski slikanici 2012 za nagrado Kristine Brenkove. Ker želimo, da že zelo mladi bralci lahko pridejo do kakovostnih ali izjemno kakovostnih slikanic. Strokovna žirija je nominirala 5 slikanic, nagrado pa je prejela pravljica o črnem šejku z rdečo rožo Vitomila Zupana in Damjana Stepančiča. Slikanica, ki je luč sveta v knjižni obliki ugledala 73 let po svojem nastanku, je praznik besede in slike, bolj kot otrokom pa je namenjena mladostnikom oziroma odraslim bralcem. Zahtevno je bilo narediti tako dobro slikanico, ravno zato, ker je besedilo odlično. Na srečo smo poznali dobrega ilustratorja. Drugi simpozij o uniformah je organiziral Studio Design Sonja Šterman v sodelovanju z Zborničnim združenjem za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo. Naročniki so se na njem srečali s proizvajalci oblačil in njihovimi zastopniki, z oblikovalci ter z institucijami, ki določajo tehnične parametre materialov in testirajo oblačilne sisteme. Dejansko se je prijavilo čez 50 podjetij, čez 100 udeležencev in ideja je bila prava. Strokovni dogodek je popestrila razstava oblačil nove celostne podobe zaposlenih v službi za varovanje v podjetju Krka DD. GZS Center za poslovno usposabljanje je 11. aprila priredil posvet z naslovom Razvoj zaposlenih, dolgoročna naložba za podjetje. Uvodni govornik je bil minister Andrej Vizjak. Vložek v kader je vložek v našo prihodnost. Tako prihodnost zaposlenih, prihodnost podjetja kot prihodnost države kot takšne. Na javni tribuni, ki jo je v soorganizaciji z Gospodarsko zbornico Slovenije in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve na GZS pripravil Slovenski forum socialnega podjetništva, je več kot 150 udeležencev razpravljalo, kako do učinkovite strategije razvoja in podpornih ukrepov za razvoj socialnega podjetništva. Častni pokrovitelj dogodka je bil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. In veseli me, da smo danes prvič v strani vseh teh letih v Gospodarski zbornici Slovenije, kar pomeni, da se tudi v slovenskem poslovnem svetu nekako počasi previja zamisel, da je socialno podjetništvo pomembna ekonomska priložnost in pomembna podjetniška kategorija za naprej. Problemsko konferenco o primernosti uporabe klavzule ključ v roke v pogodbah za izvajanje gradbenih storitev v javnih naročilih je pripravila GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Predstavniki državnih institucij, javnih naročnikov in podjetij ter strokovnjaki iz tujine so predstavili pogodbene prakse na temo ključ v roke. In mislim, da bomo v Sloveniji mogli narediti korake v smeri, da to prilagodimo mednarodnim standardom.
Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije in Center za alternativno reševanje sporov pri Ameriški gospodarski zbornici na Kosovu sta podpisala kosovsko-slovenski sporazum o sodelovanju na področju mednarodne gospodarske arbitraže. Verjamemo, da bo sporazum pozitivno vplival tudi na pritegnitev neposrednih naložb Slovenije na Kosovo in obratno. Sporazum slovenskim podjetjem, ki poslujejo na Kosovu, zagotavlja predvidljiv in varen mehanizem za reševanje gospodarskih sporov s kosovskimi partnerji na način, da podjetja v svoje pogodbe vključijo tipizirano arbitražno klavzulo.